Drage rojakinje in rojaki, Slovenke in Slovence, spoštovani vsi prisotni. Prinašam vam pozdrav iz zamejske Slovenije, iz tiste Slovenije, ki svojo domovino najbolj čuti in svoje slovenstvo najbolj goreče živi. Pozdravljeni! Dovolite, da vam prinesem predvsem svoje čestitke. Malce oddalec sicer, ampak spremljam te vsakdanje shode tukaj pred sodiščem in moram povedati, da ste izjemno vztrajni in vam iskreno čestitam za vašo pokončno držo. Povem vam tudi, da sem pred par dnevi tukaj v neki sosednji odvetniški pisarni sedel na pogajanjih, 4 ure smo tam sedeli popoldne. Okrog 5:30 smo imeli kratko pauzo, pa sem šel na balkon malo na zrak in seveda sem že od 5 naprej poslušal vaše vzklike in vaše petje. Nisem pa vedel, da lije kot iz škafa in kljub temu ste tukaj stali 1,5 ure. Čestitam vam! Istočasno pa sem v Slovenskem tedniku, ki je žal in sram me je tega, da je v lasti zamejskih Slovencev, vendar verjetno je samo fiktivno v njihovi lasti. Morda je pravi lastnik se skriva nekje tukaj v Sloveniji. Tam sem bral, da se tukaj zbira vsak popoldne kakšen starček in kakšna osivela dama. Tako so zapisali. No, jaz sem prepričan, da novinarji, ki ne zabeležijo teh shodov, vsakdanjih shodov, kljub poletju, kljub počitnicam, kljub dežju in kljub soncu, in novinarjem, ki niso sposobni, kot je naredilo Delo, in ki so spregledali enega največjih političnih shodov v zadnjih 10 letih v Sloveniji, tistega, ki smo imeli na Prešernovem trgu približno mesec dni nazaj, in o katerem Delo ni zapisalo niti ene same besede, kaj šele, da bi objavilo sliko. Torej, takšni novinari, spoštovane gospe in gospodje, so po moji oceni tatovi. Tatovi so tisti novinari, ki bralcem in bralkam, katerim je namenjeno njihovo pisanje, kradejo novice, kradejo realnost in realnost spreminjajo. Zato so tatovi in goljufi. In dokler bomo v Sloveniji imeli na novinarskih hišah tatove in goljufe, Lapci, 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 Gučanovi, lapci, Gučanovi, lapci, Gučanovi, lapci, Gučanovi. Dokler bomo torej imeli v Sloveniji tatove in goljufe v novinarskih hišah, se Sloveniji slabo piše, žal. Ampak vidim, da se ne ustrašite. Ne ustrašimo se in se ne bomo ustrašili. Ustrajali bomo. Dovolite pa, spoštovani gospodje, da se obrnem tudi na gospe in gospode, ki so v 3. nadstropju te stavbe. Stavbe, ki jo sicer spoštujem kot odvetnik, kamor zahajam večkrat na mesec in kamor sem vedno mir zahajal s kravato, kot veste. Sedaj žal ne. Vam pa povem, da mi ni vseeno, kakšen je videz, kakšen je sloves in kakšen je ugled slovenskega pravosodja. Kot odvetniku v Italiji in v Sloveniji mi ni vseeno, kakšen je ugled in sloves italijanskega pravosodja, ampak verjemite, me dosti bolj zanima in mi je dosti bolj pri srcu ugled slovenskega pravosodja. Institucije naše države, ki bi morala biti zgled vsem nam, zgled resnice in pravice in ki danes žal to ni. Sramota! Zato pozivam, spoštovane dame in gospodje Vrhovnega sodišča v 3. nadstropju te stavbe, naredite, kar vam je storiti. Razveljavite nepravično in nepošteno sodbo zoper Janeza Janšo, Toneta Krkoviča in ostale.
naredite, kar je potrebno, da boste prihranili blamažo slovenski državi, slovenskemu pravosodju pred celotno civilizirano in pravno Evropo. Če tega ne storite sedaj, bo to prepozno, ker bo sodba padla na ustavnem ali vsekakor na Evropskem sodišču za človekove pravice v Štrasburu. A takrat bo prepozno, vašega ugleda ne bo več tudi našega ugleda in zato nam ni vseeno, zato prihajamo sem in bomo sem še prihajali. Svoboda Janezu Janši!